Da sem današnji jutranji obisk pomurskega dela ali pa pomurske kmetijske regije začela z obiskom Svetega Jurija ob Čavnici, kjer smo se srečali z predstavniki kmetov. Zelo mi je veselje, da so bili predstavniki kmetov iz različnih sektorjev, torej slišali smo izzive, probleme in pa tudi kakšne dobre strani različnih sektorjev, tako govedorejcev, prašičerejcev, pridelovalcev zelenjave, sadja in pa tudi vinogradnikov. Prav tako tudi neki generalni povzetek ali pa pregled, na kakšen način kmetijstvo tukaj poteka ali pa kateri so tisti izzivi in problemi strani župana in tudi direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Jaz moram povedati, da sicer meni ta regija precej poznana, torej večkrat sem jo obiskala in tudi pogosto se s pridelovalci srečujemo. Seveda smo si nekako izmenjali svoje poglede, pogledali tudi naloge na obeh straneh, kaj seveda je v prihodnje potrebno narediti. Mi se nahajamo ravno pred vstopom v novo finančno perspektivo, ki jo bo zaznamovala tudi nova pravila skupne kmetijske politike in vesela sem, da vsi prepoznavamo, da bo s temi sredstvi seveda potrebno narediti več konkretnih stvari, ki bojo seveda nekako potem pogoj ali pa predpogoj, da bomo lahko kmetijstvo v tej regiji tudi uspešno razvijali. Prav gotovo je to večji del vlaganj v rastlinsko pridelavo, torej to je regija, ki je ravninska, ki ima veliko poljedelskih in pa tudi za sadjarstvo primernih površin in to je področje, ki je v Sloveniji izrazito deficitarno, se pravi nizka samooskrba. Moramo vložiti v izvensezonsko pridelavo sadja in zelenjave, postaviti rastlinjake, začeti črpati geotermalno energijo, ki bo omogočala pridelavo v celotni sezoni, ne zgolj na ozka sezonska obdobja, tehnološke izboljšave, modernizacija in pa izjemno pomembna stvar, tam, kjer nimamo vzpostavljenih dobrih verižnih odnosov, vzpostaviti dobre in trdne verige, vse od pridelave, zadrug, živilsko-predelovalne industrije, pa vse dostopa na trg in ne samo, da bodo ti odnosi dolgoročni in pa dobro zastavljeni, mi moramo kot seveda politika krepiti vsak posamezni člen in med njimi se truditi, da vzpostavimo čim boljše odnose, da bo vsak za svoj del tudi korektno in pa pošteno plačan. Pripravljenost verjetno na vsaki od stranih je. Veliko pripravljenosti je. Jaz sem prepričana, da je tudi tokrat veliko volje po spremembah. Brez sprememb, ki se seveda začnejo pri vsakem posamezniku, to ne bo šlo. Treba bo seveda tudi sprejeti kakšne spremembe, ki na začetku ne bojo prijetne, ampak kolikor slovenskemu kmetijstvu želimo dobro in ga v prihodnji perspektivi, ki bo trajala 7 let, postaviti na neke dobre, zdrave temelje, moramo pri tem biti odločni in seveda bolj vztrajni tudi na dolgi rok, se pravi ne obupati že po prvih mogoče ne zelo všečnih korakih, ampak jaz sem prepričana in tudi strani kmetov je ta odziv, bom rekla pravzaprav vseh kmetov in živilsko-predelovalne, da se zavedamo nujnosti sprememb, ki nas čakajo in jaz sem prepričana, da bomo z skupnim delom, z vztrajnostjo in z zavedanjem izzivov, ki nas čakajo, na tej poti lahko tudi uspešni. Kakšna je pri tem vloga ministrstva? Kaj bo ministrstvo storilo? Ministrstvo je seveda tisto, ki kreira ali pa postavlja politike in seveda s tem tudi pogoje za delo kmetov. Jaz prisegam na to in tudi svoja ekipa se nekako trudim to izvajati, na veliko dialoga in pa poslušanja terena. Torej vso kmetijsko politiko bomo sicer usmerjali, bomo izjemno kritični, pripravili smo zelo temeljite analize stanja in tudi pregled, v kateri fazi se trenutno nahajamo, kje so naši problemi, izzivi. Mi bomo seveda to sugerirali, pričakujem sodelovanje terena in tudi seveda zelo želimo slišati njihove poglede in potem skupaj zastaviti takšno kmetijsko politiko, ki bo z sredstvi, ki nam bojo na voljo za prihodnjih 7 let, pripravljena dobiti maksimalne izplene. Ob tem, kar sem povedala, da bo treba veliko vložiti v novo znanje, večanje konkurenčnosti, večanje produktivnosti in pa boljše povezovanje, tako vertikalni kot horizontalni smeri, kajti brez povezovanja, brez sodelovanja in pa poslušanja in vloge vsakega člena prihodnje ne bo šlo. Še eno vprašanje z moje strani, Damjana Nemaž, Zvestnika, Pomurski časopis, vezano na pomurske govedorejce. Kolikor mi je znano, so vam poslali v tem tednu določene zahteve o interventnem odkupu mesa, mleka, zahtevali so tudi srečanje z vami.
ne nazadnje tudi po neki vzpostavitvi cenovnega razmerja pri mleku in pri mesu, kot je bilo pred epidemijo. Morda vaš komentar na to, kdaj lahko pričakujejo to srečanje, morda kdaj lahko pričakujejo tudi odgovor. Poglejte, jaz tega konkretnega pisma še ne poznam vsebinsko, ker je ta teden bil izjemno vezan na terenske obiske. Prvič, seveda se bomo o tem pogovarjali, jaz sem vedno vsako skupino sprejela na pogovor, zavedati se pa moramo ene stvari. Priča smo bili izjemno težkemu obdobju, ki nas je seveda presenetilo vse. Presenetilo je pridelovalce in presenetilo je tudi politiko. Prav gotovo bomo na nek način vsi iz tega obdobja šli s poškodbami. Jaz mislim, da seveda težave, ki se so zgodile, predvsem na področju govedoreje in pa mlekarstva, so za poslušati, ni pa za pričakovati, da imamo čarobno palico, kajti na podoben način so se s težavami soočili mnoga druga področja v Sloveniji. In če vzamemo za primerjavo samo področje turizma, gostinstva, ki je 2 meseca bilo popolnoma zaprto in bo potrebovalo vsaj leto, 2 ali 3, da se ponovno zažene, jaz mislim, da težave, ki so se pri nas pojavile v posameznih sektorji, so rešljive. Ne moramo pa pričakovati, da bomo situacijo čez noč vrnili na raven situacije pred korona krizo, tudi glede na to, da zato v tem trenutku nimamo na voljo vseh tistih resursov, s katerimi bi to lahko naredili. Mi smo v okvir proti korona paketov, 3 zakonov, vnesli ogromno ukrepov, s katerimi lahko pomagamo. Moram reči, da strani mnogih drugih področij smo kritično gledani, kajti kmetijstvo v tem času je delovalo ves čas, pa vendar smo uspeli z različnimi ukrepi nekako čim boljše izravnavati posledice, ki so nastale, moramo pa biti tudi dovolj samokritični in se zavedati, da imamo tudi mnoge druge sektorje, ki bojo utrpeli posledice na daljši rok in da te posledice, ki ali pa se še odražajo na sektorji govedoreje in pa mleka, seveda izvirajo iz tega časa krize, nekaj jih je odprej, niso tako hude, da ne bi bile rešljive, ali pa da se ta 2 sektorja ne bi mogla v prihodnje popraviti in seveda tudi postaviti na noge. Mi bomo pri tem pomoč, kolikor bomo lahko, seveda pa ne pričakovati, da imamo čarobno palico, s katero lahko razmere postavimo na izhodišče, ki je bilo pred krizo. Hvala lepa.